Dober dan in lepo pozdravljeni v naši majski oddaji za zdravje. Naturopatinja Erika Brajnik bo danes govorila o glavobolu, saj vemo, da prav glavobol pesti veliko ljudi. Zakaj nastane in kako si lahko pri tem pomagamo? Erika, danes bomo govorili o glavobolu. Veliko ljudi trpi za njim. Ja, res je. V bistvu 15% svetovne populacije trpi za glavobolom. Ena oseba od 10 v Sloveniji ima glavobol, tega je ogromno. Zdaj, mi ločimo dve vrsti glavobola, ne? Sicer diagnozo postavi zdravnik, nekako pride stranka in reče, imam tenzijski glavobol, ta je tudi najbolj pogost, v 80%, kjer dejansko tišči, boli, več ali manj na eni ali pa na drugi strani glave. Osebe imajo težavo, en dan lahko so čisto onemorejo, ne morejo iti v službo, ležijo v temi, boli. Potem imamo drugi glavobol, ki je pa migrena, je malo bolj močan. Takrat dejansko pride prisotna slabost, dostikrat tudi bruhanje in pol imamo to migreno z avro ali pa brez avre. Torej z avro pomeni izgubimo celo vidno polje, medtem ko brez avre ne. In ljudje se tudi ustrašijo, ker rečejo, kaj je narobe z mojimi možgani, izgubim vidno polje, pride lahko tudi panika. Kako se rešuje glavobol? Ja, v klasičnem načinu je z protibolečinskimi tabletami, vedno bolj močnimi ali celo tudi protibolečinsko v intravenozno, v žilo. To uradna medicina na tak način deluje s temi glavoboli. Naturopat gleda malo bolj celostno glavobol. Vemo, to vsi vemo, da dejansko glavobol nastane nevronalno. Živčni sistem moramo tle obravnavati. Živčna povezava dejansko štarta pa iz črevesja. 90% nevronalnih povezav štarta iz črevesja in gre gor v možgane. Tudi ugodje, sreča, 90% serotonina, hormona sreče, se proizvaja v črevesju in nikjer drugje. Tako da ta povezava je ključna. Kar se tiče glavobolov, je pa od prebavnega trakta najbolj učinkovito, da krepimo želodec. Mi vemo tudi, kolikokrat rečejo ljudje, joj, saj pol sem se zbruhal in mi je odleglo in je dejansko popustil tudi glavobol. In to je ključ. Torej, ne toliko, če hočemo mi sanirati glavobol, moramo krepiti želodec. To je pravilo naturopatsko. Kako bomo krepili želodec? Želodec bomo krepili tako, da mu bomo uredili pH. Želodec mora biti kisel, ima to kloridno kislino, ki je korozivna, ki mora razkužiti vse, kar pride v telo, normalno. Vendar ne sme biti ne preveč kisel, takrat čutimo kislino, ker nam sili v usta, nam razžre tudi lahko požiralnik in tako naprej. Ne sme pa biti tudi preveč bazičen. In bazičen želodec ima pa 3/4 ljudi. Čutimo ga, ne? Težave oziroma tista blaga težava, ki je, da po jedi smo utrujeni in se napihne rahlo želodček. Evo, to je tisti simptom, ne, prvi, šibkosti želodca. Na podlagi šibkosti želodca nastane ta famozni glavobol, ki nekateri ga imajo tudi gensko že prirojenega, zato ker so tudi že polrojeni z tem šibkim želodcem. Torej, 90% glavobolov nastane zaradi šibkega želodca. Enostavno povedano, pika konec. In kako lahko pomagamo? Kako lahko krepimo, ne, zdaj ta želodec s hrano. Hrana mora biti taka pravšnja za urejati pH želodca. Eno živilo, ki je živi blagoslov za naš želodec in uredi sluzi in pH želodca, je nujno proso. Proso, ki je lahko kot prosena kaša, kot proseno mleko, kot prosena moka, kot prosena smetana, kot proseni kosmiči. Tako da imamo celo paleto tega, kar zbiramo na prodaj, se dobi v vseh trgovinah, več ali manj Slovenije. Je za zajtrk ta prosena kaša zelo fajn za nekoga, ker ima tak šibak želodec.
Druga stvar, ki je pa nezanemarljiva, je pa dejstvo, da taka oseba, ki ima težave z želodcem, ima rada napenjanje, ima rada pline, lahko plin, ki pol gre lahko ven ko spakovanje, ali pa plin, ki gre ven, ne, skozi črevesje. In ta zadevščina je zelo pomembna, vezana s prebavnimi encimi. Prebavni encimi so v surovi zelenjavi, niso v kuhani zelenjavi. Nekdo, ki ima šibek želodec, mu pa paše vse kuhano. Tako. In zdaj, kaj je problem? Ne? Kaj bomo zdaj naredili? Termično propadejo encimi, kadar jih mi termično obdelamo na 40 stopinj, oni so konc z njimi. Zdaj, ena dobra varianta naravna je, ki ne moti želodca, preverjeno v nulo, je kalčki. Kalčki, recimo tisti najbolj enostavni alfa, ker so tudi zelo nevtralni, nimajo nekega grenkega okusa ali ne karkoli, so dobri, da mi jih uživamo, zato ker oni so polni prebavnih encimov in da jih uživamo normalno surove. In to lahko prenese en šibak želodec. Če ne, se pa tudi sama strinjam, da je zelo dobro, da tak želodec uživa popoldne in zvečer, recimo sploh zvečer kuhano zelenjavo, ima za kosilo te kalčke, da damo nujno na jedilnik, tu mora absolutno nujno biti. V mojih knjigah svetujem vedno ta vranični jedilnik, kjer ga zdaj opisujem. Dosti ljudi si misli, da je banana zelo dobra za želodec, jaz jo globoko odsvetujem, zato ker nima tako nizkega glikemičnega indeksa, predvsem pa zato, ker začetno naredi to oblogo v želodcu, ima daj na dolgo, mu začne dejansko škoditi. Se preveč zlomi ta binom natrij kalij in pol želodec ne more priti na zeleno vejo. Isto se dogaja z krompirjem. Krompir in banano pri šibkem želodcu jih odsvetujem vsaj za en mesec, dva in bo sebi takoj bolje. Medtem, kar priporočam pa enemu takemu šibkemu želodcu, so vsa živila, ki so polna kroma. Zato, ker krom pa ureja inzulinsko nihanje, ki bo potem pomagalo tudi, da bomo vzdržali pravilen pH želodca. Je malo tehnično, sem zelo pomaga v praksi kaj? Da jemo veliko brokolija popoldan, kuhan brokoli, zato ker brokoli ima ogromno kroma. In nekdo, ki ima tak šibak želodec, hočeš, nočeš, je sladkosned. Zato si je tudi ta želodec nekako pokvaril. Zato bomo dali zjutraj tudi še pri zajtrku zraven prosa eno živilo, ki je sladko in ki je polno kroma, tako kot so datli. Tako da dejansko tak balans enega jedilnika bi bil hvaležen za ta želodec, da pol minejo glavoboli, in tle imamo ogromno izkušenj z ljudmi, ker so tudi že po 30 let imeli glavobole in so enkrat na mesec ležali po 4 dni v temi z hudimi glavoboli. Po enih 2 mesecih vraničnega jedilnika, tako kot zdaj razlagam, glavobola ni več, sploh ne ve več oseba, kaj pomeni, da glava boli. S tem, da seveda pol je tisti krompir res enkrat na mesec in to je tudi vse, se poslovimo, da njih navad. Pri nas je na mizi krompir, dostikrat, če gremo v restauracijo, priloga je 90% krompir, ne. V tem slovenskem prostoru je to zdaj, kdor trpi za glavobolom, ne gre skupaj. Prosena kaša je zakon. Hvala, Erika. Hvala vam.